Evo, nova generacija enega izmed nizkocenovnikov, ki so pred leti povzročili pravi boom. Logan MCV, včasih kombijevski s 7 sedeži, danes pa običajen karavan. Dejansko Sandero karavan s 5 sedeži. Ampak brez skrbi, Dacia je še vedno Dacia, škripa tam, kjer mora, je neudobna in pa poceni. In to bo verjetno tudi edina stvar, ki zares odlikuje Logana. Cena, ne škripanje. Glede na prejšnji model je izgubil kar četrt metra medosne razdalje in 12 cm v višino, zdaj je pač običajen karavan in morda bi lahko celo rekel, da je lep. No, dejstvo pa je, da svojo cenenost zelo dobro skriva. Za slabih 13 tisočakov torej dobite kar nekaj. Osnovni model je sicer na voljo že za slabih 8, ta pa ima precej opreme, recimo ta zaslon na dotik direktno iz Renaultov, ki dela odlično. Dobite tudi kar 573 litrov prtljažnega prostora, kar je napram predhodniku sicer smešno malo, vendar povsem primerljivo s kakšnim Golfom variant, ki ponuja samo 30 litrov več. To pa je počasi tudi vse, kar je dobrega. Sedeži so slabi, volan je nastavljiv samo po višini, kar botruje sila čudnim pozam, sredinskega naslona, tudi če ne bi bilo, tako je slab. Nekateri gumbi so iz prejšnjega stoletja, predvsem pa je podvozje pretrdo in povsem premalo uglajeno. Tukaj je motor 1,5 litrski dizelski s 55 kW, kar je dovolj za tako lahek avto. Skupaj s 5-stopenjskim menjalnikom vas itak sili k umirjeni vožnji, namreč prestavna razmerja so tako nenavadno izračunana, da se v četrti prestavi komaj, da lahko še peljete 60 km/h. Bo pa zaradi tega pil avtomobil tudi pod 6 litrov, kar sploh ni slabo. Vseeno pa vam morda raje priporočim plinsko gnanega Logana, ker stane 1300 € manj, pa še tekoči stroški bodo manjši. Skratka, takšen paket se splača držati pod 10 tisočaki, ker za 13 ali pa 14 tisoč € dobite že veliko tudi bolj kakovostnih opcij. Vzemite plin, odkljukajte zaslon, naslon za roko, morda še parkirne senzore, ker itak tulijo vse povprek in boste samo živčni z njimi, pa boste dobili takšno ceno.